Pred nami je prvi praznični teden letošnjega veselega decembra. Kljub temu, da korona kriza še kar traja in da na obzorju še ni obetov, da se umirja, pa se med nas polagoma seli predpraznično vzdušje, sicer manj kot prejšnja leta, a vendarle. K temu so pripomogli tudi novi ukrepi vlade, ki so vsaj nekoliko omilili stroge ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije, tako da morda nekoliko bolj sproščeni čakamo na praznike. Nocojšnji poudarki oddaje so: v občini Šmartno pri Litiji v teku izgradnja optičnega omrežja za potrebe širokopasovne telekomunikacije. V Litiji zaživela pravljična pot za vse male in velike občane. V šolah in vrtcih še vedno po starem, sproščanja zaenkrat še ni na vidiku. Izgradnja širokopasovnega internetnega omrežja je v zadnjih letih eden od glavnih projektov v slovenskih občinah. Kako pomembne so te sodobne oblike telekomunikacij, se je izkazalo predvsem v letošnjem letu, ko smo spomladi doživeli prvi val epidemije in še več v jeseni z drugim valom, ki je še silovitejši kot prvi. Veliko del in opravil se je preselilo na daljavo, predvsem izvedba šolskih programov, in prav od hitrih in sodobnih povezav so odvisni njihovi rezultati. V občini Šmartno pri Litiji je v teku izgradnje optičnega sistema za potrebe telekomunikacij. Kako projekt teče, pa je povedal župan Rajko Meserko. Ja, smo veseli, da se je končno tudi v občini Šmartno začelo uresničevati želja po izgradnji optičnega omrežja. Ta čas imamo delo dveh operaterjev oziroma dveh izvajalcev, to je program Rune in seveda Telekoma Slovenije. Oba intenzivno delata na omrežju. Seveda tukaj prihaja do mogoče manjših zapletov, ki upam, da nam bo s temi zadnjimi sestanki uspelo tudi preseči in seveda, da bodo prebivalci, to, kar nam je vsem želja, prišli do kvalitetnega signala in seveda to, kar si želimo tudi občina, do kvalitetne infrastrukture na tem področju. Poglejte, pokritost seveda bo odvisna od tega tudi, kako se bosta oba izvajalca tega omrežja medsebojno uspela dogovoriti. No, tukaj je še nekaj odprtih zadev. Občina ima tudi po tem programu še kar nekaj belih lis, ki upam, da jih bomo prav s tem dogovorom, s temi izvajalci uspeli pokriti. Seveda bo tu tudi občina poskušala odigrati isto vlogo, ki jo sicer pri tej zgradnji nima, prav v želji, da res pride vsako gospodinjstvo do te storitve. V tem tednu je v Litiji zaživela pravljična pot, ki so jo zasnovali in pripravili v Litijskem zavodu za kulturo, mladino in šport. Kljub situaciji, ki onemogoča prireditve namenjene letošnjim praznikom, so v predprazničnem vzdušju pripravili nekaj povsem novega. Na nekaj točkah v našem mestu so postavili simpatične like in podobe iz domišljijskega in pravljičnega sveta, znanega otrokom in odraslim. Prednovoletni čas v naši občini, pa predvsem pa v mestu Litija, je bil vedno, bom rekla, zelo vesel, z vrsto prireditvami. Letos je pa malo drugače in kot vsaka stvar, jaz pravim, je za nekaj dobra in tudi ta izredna situacija nam je dala eno novo priložnost, da po Litiji uredimo za decembrski čas pravljično pot. Obiskovalci, predvsem tukaj računamo seveda na naše družine z otroki, si bodo lahko pač ogledali pravljične junake v izložbah na Valvazorjevem trgu in pa junake izrisanih filmov na zelenicah tudi oziroma na Valvazorjevem trgu. Jaz mislim, da bo ta sprehod čaroben, kot sem rekla, sploh če se bojo odločili, da bojo to v večernih urah se sprehodili po Valvazorjevem trgu ob siju številnih lučk. In jaz mislim, da bo tukaj tudi domišljija naredila svoje, da bodo se pač lahko pogovorili s svojimi otroki in predstavili vse te zgodbice. In verjamem, da bo ta pot v tem času, v decembrskem času, zelo dobro obiskana. Seveda pa priporočam, da
ni preveč velike gneče, da si pač izberejo različne termine in tako upoštevamo obenem tudi priporočila Nacionalnega inštituta, bom rekla, za javno zdravje, da se ne družimo preveč na blizu in da upoštevamo razdaljo. Epidemija koronavirusa kroji naša življenja. Potem, ko so se slovenske šole odprle 1. septembra in ko smo vsi upali, da bodo šolarji lahko v miru obiskovali pouk, se je situacija kmalu spremenila. In po 2 mesecih je sledilo ponovno zaprtje šol in pouk se je znova začel nadaljavo. Tokrat je bil ta prehod nekoliko lažji, saj so obstajale izkušnje iz prvega pomladanskega vala korone, a obstaja neznanka, kakšen nivo znanja bodo šolarji na tak način dosegli. Kakšno je stanje v osnovni šoli Šmartno pri Litiji in kako se pouk nadaljavo odvija pri njih, je povedal ravnatelj. Ja, res je, v spomladanskem delu je bilo presenečenje za vse, zdaj v jesenskem delu seveda smo se te stvari lahko že prej čez poletje pripravili. Tako da zdaj v tem obdobju trenutno poteka 6. teden dela nadaljavo za učence in učenke od 1. do 5. razreda in 7. teden za učence 6. do 9. razreda. Že prej, to se pravi, kot sem že omenil, čez julij oziroma avgusta, ko smo začeli z dodatnimi izobraževanji kolektiva in pripravami na delo nadaljavo, smo se pripravljali v to smer in sicer tako, da zdaj trenutno potekajo ure pouka preko določeno število ur poteka preko Zooma v živo, to se pravi po naprej določenih urah, urniku. Po urniku tečejo tudi ure dopolnilnega in dodatnega pouka in pa tudi določeni so termini razrednih ur. Prav tako nadaljavo potekajo tudi v živo, tudi vse ure oziroma večinoma ur tudi dodatne strokovne pomoči. V razredih od 1. do 5. razreda so zadeve, toliko se pač da, nekako prilagajajo tudi staršem, ker pač vemo, da mlajši učenci potrebujejo večjo pomoč tudi strani staršev. Vsi se zavedamo seveda, da brez pomoči staršev tega pouka nadaljavo ne bi bilo možno izvajati na tak način, kot ga izvajamo, tako da v sodelovanju s starši, učitelji in z vsemi, ki smo v to vpleteni, nekako upam, da smo na neki pravi poti. V tem obdobju seveda si vsi želimo tudi, da bi učenci čim več znanja pridobili nadaljavo, se pa vsi zavedamo, da smo v teh razmerah omejeni, trudimo se po svojih najboljših močeh, vsi si pa seveda upamo in želimo, da bi se te razmere čim prej uredile in da bi se spet v živo videli čim prej v šoli. Tako kot šole so v tem drugem valu korone zaprti tudi vrtci. No, ne pa vsem, saj vendarle opravljajo nujno varstvo predvsem tistih otrok, katerih starši morajo hoditi v službo in nimajo drugih možnosti za varstvo. Tako je tudi v vrtcu Litija, ki ga trenutno obiskuje kar nekaj otrok, ki se imajo prav lepo. Ja, drugi val nimamo tako zaprto, kot je bilo v prvem valu. Imamo omejeno delovanje. Vlada pravi nujno varstvo, čeprav mi pravimo ni samo varstvo, je tudi program, pa vendarle imamo vrata odprta skoraj v vseh enotah. Imamo 9 enot, odprtih imamo 7. Vsega skupaj imamo ta trenutek tam od 75 do 85 otrok. Prvi teden drugega vala jih je bilo 20, počasi se je ta številka dvigovala, tako da smo zdaj tam okrog 80. Varstvo je oziroma vzgoja je za tiste starše, za tiste otroke, tistih staršev, ki pač ne morejo poskrbeti za varstvo kako drugače. Ja, mislim, da se ukrepov kar dobro držimo, tudi vzgojiteljice zdaj nosijo maske, razkužujemo roke, zračimo, veliko smo na prostem, pogovarjamo se s starši, da se držijo tudi oni, skratka, vsi vemo, zakaj so pač ti ukrepi in držimo pesti, da se po novem letu na široko odprejo vsa vrata naših vrtcev. Ta trenutek, mislim, da bolniških ni več, so bile pred časom, tako da dekleta in fantje so se pozdravili. Imamo kar nekaj ljudi na čakanju, približno tretjina zaposlenih dela. Imamo nekaj ljudi, ki so, oziroma mamic, ki so na varstvu otroka, se pravi, varujejo svoje otroke. Tako da tiste, ki pa delajo, se pa malo menjajo.
Tako da vsak pride malo pogledati tudi v tem času še med otroke. Moram reči, da vsak četrtek ali petek jim pošljemo obvestilo vsem staršem, da povedo oziroma prijavijo svojega otroka za naslednji teden, tudi uro prihoda in uro odhoda, zato ker vrtec ni odprt kot običajno, ampak samo v času, ko so otroci tukaj. Moram reči, da upoštevajo tudi to, da pripeljejo zdrave otroke. To je bil naš res edini pogoj, da so otroci zdravi. Tako da se tudi v tej priliki staršem zahvaljujem, da nas slišijo, da nas razumejo in ne nazadnje, da so tudi potrpežljivi. Moram pa pohvaliti tudi naše vzgojitelje in vzgojiteljice, ker kljub temu, da so doma, se potrudijo poiskati stik z otroki in pošljajo po mailu kakšno nalogo, nekateri se celo slišijo na Zoomu. Če pa smem, bi pa rada povedala tudi to, da smo vsi skupaj za starše in za otroke pripravili adventni koledar, in to spletni adventni koledar. Na naši spletni strani ga najdejo, vsak dan se odpre en kvadratek z nalogo, z neko zabavno, poučno vsebino, skratka, nam ni vseeno, kaj se počne doma, tako da meseca še ni konec, starši vabljeni, da pokukate na našo spletno stran. Živimo v časih, ko sta solidarnost in posluh za ljudi v stiski še posebnega pomena. Tega se dobro zaveda tudi župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, ki je ta teden obiskal družino Jerman Živko v Veliki vasi. V pogovoru z družino je ugotovil, da trenutna pomoč države in občine socialno ogroženi družini v osnovi zadostuje. Župan bo ostal z družino na zvezi, tako da bi lahko ob morebitnih novih potrebah skupaj z občinsko upravo priskočili na pomoč. Ob tej priložnosti je župan sinu Tilnu izročil uporabo nov računalnik z dodatno opremo. Ob koncu obiska so izmenjali voščila in dobre želje za prihajajoče praznike. Vsekakor je to lepa pozornost, ki v teh turobnih časih prinese kanček svetlobe v naša življenja. Za konec pa še tale popestritev. Ko smo pripravljali posnetek v Litijskem vrtcu v enoti Ribica, so na obisk prišli božički, pravzaprav božičke. 4 so bile in so poleg daril za zaposlene prinesli tudi veliko dobre volje in radostnega razpoloženja, torej vsega tistega, kar si v teh časih še kako želimo. In da je bila mera polna, so samo za nas zapele še nekaj taktov božične pesmi in vsem nam je bilo toplo pri srcu. Hvala za vašo pozornost, lepo preživite praznične dni in srečno!